Dobre ekipe se ne zgradijo čez noč in tudi ne obstanejo same od sebe. Trg dela se razvija, zaposleni postanejo mobilni in trg za talente je vedno bolj konkurenčen. Ljudje menjajo vloge, se razvijajo in tudi odhajajo. In na te vloge morajo priti novi, ki so na to pripravljeni. Le tako lahko delo teče naprej nemoteno. Zato je pomembno, da se s talenti ukvarjamo aktivno, da lahko naša državna uprava ostane močna tudi jutri. Sistemsko delo s potencialni nasledniki pomeni, da organizacija načrtno prepoznava zaposlene z razvojnim potencialom in jih razvija, da lahko prevzamejo zahtevnejše naloge ali vloge. To pa ni naključen proces, to je zelo sistemiziran proces in ima zelo jasne korake, ki se sledijo v logičnem sosledju. Začnemo z vprašanjem, katera delovna mesta so za nas najbolj pomembna ali pa kje bi odhod zaposlenega najbolj vplival na naše poslovanje. Pri tem ne gledamo samo na to, kdo je nepogrešljiv danes, ampak kdo je nepogrešljiv jutri. Neke upokojitve, menjave, nove vloge in organizacija, ki to analizira pravočasno, se ne znajde pred vrzeljo, ampak pred priložnostjo. In prav ta analiza nam pokaže, kje so kadrovska tveganja in kje moramo biti pripravljeni. Ko vemo, katera delovna mesta so ključna, je pomembno, da iščemo zaposlene, ki bi v prihodnosti lahko ta delovna mesta prevzeli. Kandidate lahko predlagajo vodje, lahko organizacija objavi poziv ali pa se kandidati predlagajo kar sami. Vsak od teh pristopov ima svoje prednosti, ampak ključno pa je, da ta proces ni zaprt in da lahko v tem sodeluje vsak kandidat, ki ima nek interes za razvoj in potencial. Pomembno je, da imamo jasna merila in da ne delamo po občutku. Vsak kandidat dobi povratno informacijo o svojih močnih področjih in kje je še priložnost za rast. Na podlagi te ocene oblikujemo bazen potencialov. To je neka ožja skupina zaposlenih, s katerimi delamo potem naprej. Na tej točki se skupaj z vodjo oblikuje tudi razvojni načrt, ki je zelo konkreten in usmerjen v prihodnost. In tukaj se zgodi pravi razvoj. Večinoma ne v predavalnici, ampak skozi delo. Namreč 70% razvoja se zgodi skozi delo. Zahtevnejše naloge, projekti, neformalno mentorstvo, kroženje med področji in vodja je tisti, ki ustvari te naloge in te priložnosti. Namreč to je morda najpomembnejše sporočilo tega videa. Razvoj ni le stvar kadrovske službe, je stvar vsakega vodje vsak dan, ampak premišljeno. Razvoj brez spremljanja je kot zasaditi drevo in ga pozabiti zalivati. Zato redno preverjamo, kako se posameznik razvija in po potrebi spreminjamo razvojni načrt. Skrbimo, da motivacija ne usahne. Redni razvojni pogovori med zaposlenim in vodjo zato niso neka birokratska obveznost, ampak so priložnost, da skupaj pogledamo, kaj se je posameznik naučil, kaj ga motivira in kam želi naprej. Sistem dela s potencialni nasledniki ni nek kompleksen projekt primeren zgolj za velike organizacije. To je način razmišljanja, ki ga uvedemo postopoma. Začnemo z analizo ključnih in pomembnih delovnih pozicij in potem nadaljujemo korak za korakom. Priročnik, ki ga imate v rokah, vas vodi čez vsak korak tega procesa.